Spoštovane gledalke in gledalci, dober dan vam želim. Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije sta že 7. zapovrstjo izbrali inovativnega mladega kmeta. Letos je naziv prejel dr. Janez Benedičič iz Martinj-Vrha pri Železnikih. Znanje za razvoj številnih inovacij je pridobil študijem in delno zaposlitvijo na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Na strmih pobočjih Silške doline je živinorejska kmetija pri Demšarju. Pred 2 letoma se je za gospodarjenje v težkih obdelovalnih razmerah na več kot 700 metrih nadmorske višine odločil dr. Janez Benedičič. 35-letnik je predtem dokončal doktorski študij strojništva in bil zaposlen kot mladi raziskovalec v gospodarstvu. Vse skozi pa je razvijal tehnične rešitve za razvoj domače kmetije. Zakaj sem se tako odločil? Ne vem, deloma sem imel nekoliko slabe izkušnje z določenimi podjetji pri razvoju novih izdelkov, ker mislim, da je filozofija razvoja novih izdelkov je ta, da pač moraš stalno stremeti k inovativnosti, k boljšim izdelkom, da lahko na trgu jih ponudiš, da si hitrejši pred konkurenco in da s tem pravzaprav lahko preživiš, da se razvijaš. Ne sme biti dobiček edini tisti, ki je vodilo za to, da v bistvu lahko podjetje iz leta v let posluje. Druga stvar je pa to, da mi je pač razvoj novih stvari mi je izziv in to počnem že od malha in to mi je preprosto všeč. Tako je že za diplomsko nalogo izdelal načrt za bočni trosilec gnoja. Slaba 3 leta je trajalo, da ga je razvil in izdelal. S tem trosilcem je za 50% povečal obseg tako gnojenih površin. Preden se je dokončno odločil, da prevzame kmetijo od staršev, pa je v rejo goveda in prodajo mleka uvedel še nekaj inovacij. Če želiš produkte, ki jih proizvajaš, to se pravi v našem primeru je to semeno mleko, lažje in boljše prodati mora biti to res nekaj boljša, neka izjemna kvaliteta, ki jo tudi naše stranke cenijo. In zato smo se takrat odločili, da praktično celotno proizvodnjo na kmetiji temu prilagodimo. Smo razmišljali že o tem, da bi opustili mlečno proizvodnjo, vendar se je takrat nekako pojavil ta začetni boom z mlekomati in smo rekli, zdaj, če imamo še mlečno proizvodnjo, trenutno še živo, poizkusimo še to, če ne bo šlo, bomo poizkusili kaj drugega. In tako smo se potem takrat odločili, da smo enostavno ukinili vso silažo, silažne bale in prešli komplet na suho krmo. Suho krmo, poleti pa svežo travo. In to nam v bistvu, če zdaj gledam nazaj, omogoči tisto preživetje na tej majhni kmetiji. Od 30 hektarjev velike kmetije, ki je precej razdrobljena, je manj kot polovica strmih pašnikov in travnikov, drugo je gozd. Prireja mleka je ostala glavni dohodek, ker je Janez Benedičič spremenil način proizvodnje. Mleko, ki ga dajejo njihove krave, se imenuje seneno mleko. V Sloveniji ga proizvajata samo 2 kmetiji. V Avstriji ima taka prireja 15% delež. Seneno mleko je mleko, ki ga dajejo krave, ki jih prehranjujemo s senom in svežo krmo. Dr. Verbič iz Kmetijskega inštituta je rekel, da bi bilo pravzaprav bolj pravilno travniško mleko. Ampak nekako to seneno mleko se je uveljavilo tudi, če malo pogledamo nazaj, včasih so rekli, da če je majhen otrok pri hiši, mora biti zmerjena krava, ki se posebej fotra z najboljšim senom, ampak samo senem. To se pravi, da so že včasih vedeli, da je res to nekaj boljšega, da je bolj zdravo. In to mislim, da zdaj vedno bolj prihaja v spredje, zdrav način življenja, da znamo v bistvu to, kar smo že včasih vedeli, zdaj ponovno izkoristiti pa obuditi nazaj. Podobno je iz že znanih rešitev iz preteklosti posodobil pridelavo sena. Tega zdaj suši v kondenzacijski sušilnici s posebnimi toplotnimi izmenjevalniki in toplotno črpalko. Običajno to s traktorjem dajo, ki imajo plac. Če pa nimaš placa, pa moraš takole. To pomeni, da mi v bistvu krmo parkiramo v to sušilnico, ki jo prevetrujemo z
vročim in suhim zrakom. Ta zrak odzame to vlago, s tem, da kondenzacijska sušilnica pomeni to, da mi potem ta vlažen zrak, topel zrak, ponovno nazaj uporabimo, ga preko toplotne črpalke razvlažimo in segrejemo nazaj. Tako imamo pravzaprav nek zaprt energijski krog. In s tem povečamo učinkovitost sušenja, izboljšamo kvaliteto same krme ter skrajšamo čas spravila sena. Vse to pa vpliva na kvaliteto krme, kvaliteta osnovnega obroka je pa pravzaprav bistvena za dobro prirejo mleka, pa za prirejo kvalitetnega mleka. Pa tudi iz vidika stroškov ceneje prirejenega mleka. Stroški sušenja v kondenzacijski sušilnici so precej nižji od običajnega spravila sena, ob tem pa je tudi precej manj izgub zaradi drobljenja. Če spravimo krmo, ki ima 55% vlažnosti, pa krmo, ki ima 37% vlažnost, že tukaj vmes je 5% razlika zaradi izgub v drobljenju. In če zračunamo pri 3000 kg suhe snovi na hektar, to pomeni 150 kg suhe snovi, pridemo skoraj do 100 kg močne krme. 2 leti in pol pa je dr. Janez Benedičič namenil razvoju in izdelavi mlekomata oziroma avtomatske tržnice. V njej v celoti prodajo na domačiji proizvedeno mleko ter jajca in kruh, ki ga izdelujejo na sosednji kmetiji. Ta mlekomat je narejen kot avtomatska tržnica. Omogoča tako prodajo mleka, kot tudi drugih izdelkov, kruha, jajc, piškotov, vseh teh kosovnih izdelkov, kot omogoča tudi recimo prodajo paketov zelenjave. Razlika je v tem, da je to pravzaprav tudi edini avtomat, ki bi omogočal partnersko kmetovanje. Saj bi lahko vsaka stranka imela dogovorjeno ceno za svoj ključek, če bi seveda kupovala določene količine ob določenih terminih, tako kot pravzaprav ta sistem partnerskega kmetovanja poteka. Benedičič želi svoje inovacije in znanje deliti s kmeti iz okolice in drugimi. Kot inovativni mladi kmet bo gotovo zelo uspešno zastopal Slovenijo na evropskem tekmovanju mladih inovatorjev v kmetijstvu. Tam naši kandidati do zdaj še niso zasedli visokih mest. Bil sem presenečen pa vesel te nagrade, ker to je nekako zame potrditev vsega tega dela, teh 4 let, ker je bilo veliko neprespanih noči, veliko trdega dela in tudi ne nazadnje precejšen finančni vložek. Tudi pravzaprav neko moralno priznanje, da če imaš lastne zamisli, lastne ideje in za temi idejami stojiš in garaš, da se ti na koncu stvari izplačajo. Tako v lastno zadovoljstvo, kot tudi, da si v bistvu zadeve pokriješ, tudi finančno. 11. novembra je močan vetrolom v slovenskih gozdovih povzročil za 5 milijonov evrov škode. Poškodoval je najmanj 250 tisoč kubičnih metrov drevja, obnoviti pa bo potrebno okoli 250 hektarov gozda. O nastali škodi in nevarnostih, ki prežijo na delavce ob sanaciji, se bomo pogovarjali z gospodom Jurijem Begošem, Zavoda za gozdove Slovenije. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Gospod Begoš, kako bo sedaj potekala sanacija? Kdo jo bo opravljal in kdo bo nosil stroške? No, sanacija bo potekala, v bistvu mora sanacijo izpeljati lastniki sami. Kako jo bo izpeljali, bo pa šlo po 2 poteh. Eno so svetovanja, ko lastnikom svetujemo, drugo pa na Zavodu za gozdove Slovenije izdelamo sanacijski načrt, predvsem za tiste površine, ki bodo šle v obnovo. Za ostale površine pa usmerjamo lastnike gozdov preko gojitvenih načrtov, da v pravilni smeri sanirajo te gozdove. Naj omenim, da je največ škode med iglavci, in to največ med smreko in zaradi tega je potrebno to sanacijo zaključiti do konca marca naslednjega leta, ker drugače bo prišlo do namnožitve podlubnikov in bodo škode še večje.
Takšna sanacija pa je seveda tudi izredno nevarna. Katere so tiste najpogostejše nevarnosti, na katere bi sedaj ob tej priliki želeli opozoriti delavce, ki se bodo sanacije v gozdovih lotili? Jaz bi prosil vse gledalce in gledalke najprej pomislijo na to, da če ne znajo delati sami v gozdovih, potem ne se tega dela nikar ne lotijo. Bolje je, da dajo to narediti nekomu, ki je za to usposobljen, ki je primerno opremljen in ki zna to delati. Še za profesionalnega delavca zna biti to problem. Nevarnosti je seveda ogromno, vsaka situacija pravzaprav predstavlja svojo nevarnost. Imamo polomljeno drevje, podrto drevje, v krošnjah lahko ostanejo ostanki drugih dreves, potem imamo izruvana drevesa in je izredno nevarno, ko prežagujemo ta drevesa, da se sproži oziroma sprosti korenični sistem in koreničnik. Tako da je nevarnosti ogromno in ne bi niti detaljno jih našteval. Mogoče, če potegnemo neko črto, sem že omenil vesela in polomljena drevesa, potem šopi dreves, ki so skupaj. Največje nevarnosti pravzaprav so v tem, da sil, ki so v deblih, ne poznamo. Ne vemo, kakšne so te sile, oziroma moramo biti pri delu izredno previdni, ker ravno te nepoznane sile oziroma nevedne sile lahko sprožijo drevo in je lahko tudi smrtno nevarno. Vi boste seveda sedaj v teh primerih še okrepili informiranje vseh, ki bodo delali v gozdovih, kje lahko dobijo podrobnejše informacije o teh nevarnostih. No, že na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije je možno dobiti literaturo, ki govori, kako delati v takih razmerah. Tudi revirni gozdarji oziroma sodelavci na terenu bodo obveščali ljudi oziroma svetovali ljudem, kako delati. Nenazadnje bomo organizirali že v naslednjem tednu kar nekaj tečajev oziroma demonstracij varnega dela v gozdovih, ki so jih poškodovale ujme. Ne toliko zaradi tega, da bi ljudje naučili delati v teh razmerah, bolj zato, da ljudje spoznajo, da je le bolje dati to delati komu drugemu. Mogoče je tudi dobro omeniti na tem mestu, da naj se lastniki, ki bi dali delati ljudem drugam ta dela, naj se povežejo med sabo in naj pridobijo z ustrezno ceno primernega izvajalca del, da bodo iz teh gozdov tudi kaj dobili. Škoda, kot ste že na začetku omenili, je okoli 5 milijonov evrov. Veliko škode je zaradi tega, ker so drevesa polomljena čez polovico, več kot polovico dreves, polovico količine te podrte lesne mase je prelomljeno in to v najbolj vrednih delih debla, tako da bo škoda tudi zaradi izpada dohodka taka, kot smo jo predvideli, mogoče še celo večja. In zato je le primerno, da lastniki se povežejo in da dobijo vsaj nekaj iz teh gozdov. Verjetno pa bo sedaj v zimskem času, tako kot vsako leto, sečnja potekala tudi v gozdovih, ki niso bili poškodovani. Tudi tukaj nenehno opozarjate, da naj se tisti, ki to delo opravljajo, primerno opremijo, naj pazijo pri delu. Kakšna je pa letos statistika nesreč, ki so se zgodile pri delu v gozdovih? Žal statistika ni prav ustrezna oziroma lepa. Do danes, oziroma do včeraj, je v gozdu umrlo 12 lastnikov gozdov, ravno prejšnji teden, mislim, da je bil eden, kar je seveda spet številka nad dolgoletnim povprečjem, ko smo na nek način spravili število mrtvih skozi vse te aktivnosti na 9, pa še to je ogromna številka v primerjavi z evropskimi številkami. Recimo v Avstriji je to veliko manj, 1, 2, mogoče 3 na leto, tako da so to številke, ki nam niso v časti in seveda želimo tudi na ta način, da smo tukaj na televiziji in da širimo to informacijo o pomenu varnega dela in o tem, da moramo spoštovati nevarnosti pri delu v gozdu, je to zelo koristno in primerno. Kot sva dejala, tudi oprema je zelo pomembna, verjetno ne kaže varčevati pri teh zadevah. Ja, poleg znanja seveda tudi oprema. Čelada, rokavice, potem zaščitne hlače, primerna obutev. To so tiste bistvene stvari, ki jih mora imeti vsak, ki dela v gozdu. Potem pa seveda tudi ustrezna motorna žaga oziroma primerno opremljen traktor in pa prva pomoč ter telefon. Brez tega, telefon je le koristna zadeva in brez tega ne bi šli v gozd. Pa seveda nikdar ne sami, vendar pa spet ne z nekom, ki to ne zna početi, ki ne zna tega delati, vedno v paru z nekom, ki je toliko usposobljen, kot smo mi,
ali pa ga pač tistega, ki to ne zna, pustimo na primerni razdalji. Upajmo, da bodo vsi, ki se bodo tega dela lotevali, upoštevali vaša priporočila. Za danes pa hvala lepa, ker ste bili naš gost. Hvala tudi vam. Nedavno sprejet zakon o davku na nepremičnine je še zadnji v nizu 3 zakonov, ki prinašajo velike spremembe pri obdavčitvah kmetij. Odzive na novo obdavčitev smo poiskali na 4 različnih slovenskih kmetijah. Z novim davkom naj bi samo iz kmetijske dejavnosti zbrali okoli 16 milijonov evrov. V Sindikatu kmetov Slovenije opozarjajo, da bo zbrana vsota še precej višja, če upoštevamo celoten paket davčne zakonodaje, ki bo začel veljati z novim letom. Zakon je popolnoma nedomišljen. Največji greh tega zakona je pa seveda posplošena tržna vrednost, tako imenovano množično vrednotenje, ki seveda ne more biti osnova in podlaga za obdavčitev kmetijskih in gozdnih površin, kajti kmetijske in gozdne površine bi morale biti ovrednotene na boniteto in če bi že bil davek, potem seveda davek na boniteto. Velikokrat so primerjali ta novi paket davčne zakonodaje, ki bo zadeval tudi kmeta in kmetijstvo, z avstrijskim modelom. Tukaj se seveda ne more primerjati, kajti v Avstriji je najvišja ocenjena vrednost kmetijskih zemljišč dobrih 2000 evrov, katerega nobeden ne doseže in je nekje v povprečju tam dobrih 1000 evrov. Pri nas je seveda ovrednotena Triglavska severna stena več kot 1000 evrov po hektarju, tako da se to seveda ne more primerjati. Mi, če gledamo primerljivo kmetijo, tako bo seveda nepremičninski davek približno 10-krat več obremenil slovenskega kmeta kot pa avstrijskega. Na kratko povzemimo davčne stopnje, ki zadevajo gospodarjenje na kmetiji. Pri obdavčitvi stavb ali delov stavb skupaj zemljišči, na katerih stojijo, so rezidenčne stavbe obdavčene z 0,15% stopnjo, kmetijske stavbe pa z 0,30% stopnjo. Davčna stopnja za gozdove je 0,07%, davčna stopnja za kmetijska zemljišča pa znaša 0,15%. Naslednji korak je seveda ustavna pritožba in jaz mislim, da bo ustavno sodišče moralo naložiti zakonodajalcu določene popravke ravno iz tega množičnega vrednotenja, tako da seveda tukaj se zadeva seveda ne bo končala. Agrarni ekonomist dr. Stane Kavčič opozarja tudi na nedoslednosti pri sprejemanju zakona o dohodnini in zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Kar se tiče obdavčitve dohodka iz dejavnosti, je zadeva zagotovo še premalo pripravljena, čeprav se te zadeve pripravljajo že vrsto let in že dolgo vemo, da bo zadeva v to smer šla, vendar je na koncu bil največji kamen spotike določitev praga, nad katerim pragom je obvezno voditi knjigovodstvo in zaradi nedorečenosti je bila zadeva tudi prestavljena iz leta 2013 v 2014. Vendar določena vprašanja še vedno ostajajo nerešena, predvsem pa mislim, da se marsikateri kmet, ki bo moral po novem voditi knjigovodstvo, ne ve točno, kaj ga čaka, ker nihče ne zna vseh detajlov natančno pojasniti. To bo na vsak način za kmetije pomenilo tudi dodatno obveznost in dodatne stroške. Je pa res, da kmetija, ki se bo pri tem razmeroma dobro znašla, bo verjetno, če ne prvo leto, pa naslednja leta plačala mogoče celo manj davka, kot če bi postala obdavčena pavšalno po katastarskem dohodku. To nekateri okvirni izračuni precej nazorno nakazujejo in mislim, da bo tukaj izplen države, kar se tega tiče, najbrž manjši, kot so nekatera pričakovanja. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka seveda je zelo, zelo milo rečeno čudno. To je tipično za Slovenijo. Sprejet je bil 2011, ki ni nobeden vedel, kaj bo prinesel. Potem seveda, ko so naredili se izračuni, je to enkrat 350 milijonov, drugič je izračun minus 50, potem 150 milijonov evrov, da kmetijstvo da. Tako da ta zakon bo seveda nujno potrebno popraviti. Treba je pa seveda vsem tem povedati naslednje, da naslednje leto,
če bo te zakonodaje ostale, pomeni za kmetijstvo približno 30 milijonov evrov več obremenitve kot v letošnjem letu. Ne. To pa je pa seveda že taka vsota, ki pa kmetijstvo vzame kompletno akumulacijo in kompletna sredstva za nadaljni razvoj in seveda na dolgi rok ne bomo konkurenčni, ne, in to pomeni pa seveda potem propad kmetijstva. Ne takoj, ne, ampak na dolgi rok. Kako kmetje sprejemajo nov sistem obdavčitev in kako so se nanje pripravili, smo preverili tudi na terenu. Kmetija Perkovih v Zgornji Velki v bližini slovensko-avstrijske meje obsega 16 hektarjev površin, od tega 12 hektarjev obdelovalne zemlje. Ukvarjajo se z vinogradništvom in vinarstvom ter rejo govejih pitancev. Kmetija je do sedaj plačevala tega davka, ki je bil na stavbna zemljišča, gozdne ceste in pa davek na posest, vse skupaj 40 evrov. Po novem bo plačevala 240 evrov po tem zakonu, ki je bil nazadnje sprejet. Moram pa povedati, da je naša kmetija v hribovitih območjih. Že v preteklosti smo morali vedno veliko financirati za osnovno infrastrukturo, se pravi za dostop do hiše, se pravi za ureditev asfalta smo morali, za telefonijo, za vodovod. Še sedaj pa nimamo prave povezave, mobitela, nimamo kabelske televizije, za vse te zadeve smo še vedno prikrajšani. Tako da smo dejansko, bi rekel, drugorazredni ali pa tretjerazredni državljani. Zdaj, po teh zadnjih izračunih, bo naša kmetija plačevala 6-krat več kot do sedaj. Če pa primerjam avstrijsko kmetijo, ki jo navaja tu in so preverjeni podatki, dr. Franz Zagožen v tej številki Kmečkega glasa, 13. november na 12. strani, ko omenja kmetijo, ko ima 95 hektarjev njivskih površin v lasti in pa 25 hektarjev gozda, plačuje tega davka 122 evrov. Se pravi, mi 240 na 16-hektarski kmetiji, se pravi, plačamo 2-krat več, s tem, da je tista kmetija 7,5 krat večja od naše. To se pravi, da mi plačamo davka 15-krat več kot pa avstrijski kmet. Nekako nas nekateri ne razumejo, tisti, ki bi pa mogli, pa nas nočejo razumeti, ne vem sicer zakaj, ampak že v osnovi katastrski dohodek ni pošteno zastavljen. Če primerjam z sosednjo Avstrijo, ki imajo izračune, kar pomeni seveda potem tista enotna vrednost, skratka bi lahko dejal posodobljen kataster od Marije Terezije, že 3,5 desetletja velja, ga ne bodo spremenjali, ker je dober, ker je v redu, učinkovit. Pri nas pa ta izračun katastrskega dohodka, ki predvideva oziroma uporablja podatke povprečja pridelkov, vrednotenja pridelkov in tako dalje, je dobesedno totalna zmeda. Edini pravi način za vse ostale nadaljne zadeve, ki se tičejo in navezujejo na katastrski dohodek in ta vrednotenja, je za mene ta način, kot ga imajo v Avstriji, kjer upošteva oddaljenost kmetije od urbanih središč, dostopnost kmetije, potem velikost posameznih parcel, nagibe parcel, vremenske razmere, talne vrednosti, to se pravi pedološke vrednosti, in to je edini model, ki je pošten do vsakega kmeta, do vsakega kmetijskega gospodarstva, ne glede, kje živi in kako veliko kmetijo obdeluje, kajti vse te parametre ta model upošteva. Na samem robu zasavske in osrednje slovenske regije v zaselku Konšica kmetujejo bejevi. Glavni prihodek na skoraj 50 hektarjev veliki kmetiji predstavlja govedoreja. Kljub razmeroma veliki površini je obdelovalne zemlje malo, redijo lahko do 15 živali. Gost, prav tako v zelo strmih legah, prinaša nekaj zaslužka s pripravo drv za kurjavo. Če se najprej dotaknem nepremičninskega davka,
Kaj to pomeni? Glede na to, da sem do sedaj smo plačali nadomestilo za stavbno zemljišče za hišo, pa državi smo plačevali uporabo gozdnih cest, je to v mojem primeru za mojo kmetijo zneslo nekje okrog 130-140 evrov. Seveda zdaj se ta dve postavke, nadomestilo in gozdne ceste, gresta v ta nepremičninski zakon, se tu not vključita, ampak kljub temu, da greta notri, je po teh lestvicah, ki so bile sprejete in glede na mojo površino in vse, kar je pač zajema nepremičninski zakon, to pomeni cirka 350 do 400 evrov po tem novem zakonu. Še večji problem je pa seveda, kot ste omenila, katastrski dohodek. Lestvica je bila sprejeta 30. avgusta. Ta lestvica pa predvsem hribovske podeželske kmetije in seveda tudi vinogradnike in sadjarje spravlja v nemogoč položaj. Zakaj? Zato, ker je to povečanje tudi tja do 12-15 kratnika glede na lansko leto na osnovi odločbe. Je pa še največji absurd, da pri nepremičninskem zakonu teh omejitev ali težkih pogojev obdelovanja kmetijskih zemljišč ne predvideva. Tako da nekdo, ki seveda je na ravnini in lahko pridela vse z največjimi, najmodernejšimi stroji, ogromno, travinja, pšenice, karkoli že, ali pa tu, ko se dela pretežno vse ročno, tako kot pred 100 ali 200 leti, ker so pač pogoji takšni, je za kvadratni meter seveda cena ista. Res pa je, da je odvisno od cene po Gursu. Gurs pa vemo, da ker spadamo pod osrednjo Slovensko, da je celo moj kvadratni meter veliko več vreden, pa čeprav ga obdelujem ročno, kot pa nekje v Prekmurju, ker so po tem Gurs ocenil v Prekmurju veliko nižjo vrednost kot pri meni, ko spadam v osrednjo Slovensko. Vnukovi iz Jablanc na Dravskem polju obdelujejo 70 hektarjev zemlje. Na značilni ravninski kmetiji največ prihodka ustvarijo s prirejo mleka in govejimi pitanci ter poljedelstvom. So dohodninski zavezanci. Jaz sem računal, da bi tega dodatnega davka, ko je bil do zdaj, bi plačal nekaj okoli 2500 evrov, več, kot sem plačal do sedaj. Koliko ste do zdaj plačevali? Zdaj težko vam bi rekel, koliko sem do zdaj plačeval, ker zdaj sem plačeval po KD-ju, pa po, kaj smo dali na KD in dohodnino. In to zdaj, tega še nisem vlekel, koliko sem zdaj, bo pa to okoli 6 do 10krat več, kot je bil zdaj. Nekaj smo tudi zdaj plačevali stavbni zemljišč, ko smo imeli nekaj zemljišča v tem, zdaj to ne bojo, ampak kljub temu bo se davek toliko povečal. Na kmetiji Dolinarjevih iz Vogelj na Gorenjskem je glavna dejavnost prireja mleka. Ne vem, kako naj v bistvu zaslužimo ta denar. To pomeni za našo kmetijo približno 13,7krat več. Smo v bistvu ena izmed redkih občin, kjer je po izračunu finančnega ministrstva in pa Gursa objekti in pa zemljišča zelo draga in iz tega ven so izhajali tudi za izračun davka in povprečna cena v občini Šenčur za obdavčitev kmetijskega zemljišča je 124 evrov, pri nas bi to zneslo 168 evrov na hektar. Kmetija obdeluje 18 hektarov, lahko zračunate, kaj to pomeni, da je to več kot en mesečen prihodek bruto mleka na kmetiji in naj mi pove gospa Bratuškova ali kdorkoli, kdo si lahko enoletno plačo privošči za davke. Ekonomsko stanje večine kmetij danes zagotovo ni v takšni kondiciji, da bi lahko to takšno dodatno breme prenesel. Tako da je upor zagotovo pričakovan
Čeprav po drugi strani je najbrž tudi precej razumljivo, da država išče nove dodatne vire prihodkov in za pričakovati je bilo, da bo slej ko prej uveljavila tudi obdavčitev nepremičnin, obdavčitev lastnine, kar v bistvu to je. Tako da iskanje rešitev strani države v tej smeri je bilo za pričakovati, najbrž pa način, kako to želi izpeljati, ni bil dobro premišljen. In najbrž nas dodatno lahko skrbi to, da zadeva nikakor ni primerljiva s sistemi v sosednjih državah, predvsem ne z Italijo in Avstrijo, kjer je efektivna stopnja obdavčitve kmetijske dejavnosti bistveno nižja. 28. decembra bo preteklo 55 let od predvajanja prve kmetijske oddaje takratne televizije Ljubljana. V prejšnjih oddajah smo pogledali nekoliko bolj v preteklost teh oddaj. Zadnjih 17 let pripravljamo mesečno 3 oddaje Ljudje in zemlja v mariborskem uredništvu, eno pa v Kopru. V nadaljevanju vam predstavljamo sodelavce, ki sodelujejo ali so sodelovali pri pripravi kmetijskih oddaj v zadnjem desetletju in pol v mariborskem uredništvu. Prispevek je ob praznovanju 50-letnice pripravila Tatjana Kren. V regionalnem centru televizije Maribor najmanj 3-krat na mesec pripravljamo novinarske prispevke z področja kmetijstva za oddajo Ljudje in zemlja. Prispevke pripravljamo iz vseh slovenskih regij z izjemo Primorske. Novinarska zamisel za televizijsko zgodbo je prvi korak do končnega izdelka. Pri pripravi vsake zgodbe sodeluje ekipa sodelavcev. Običajno jo poleg novinarja sestavljajo snemalec, asistent za ton in luč ter montažer. Njihovo delo uskladi posebna služba, ki organizira delo na televiziji. Za vso potrebno tehnično opremo se ekipa odpravi na snemanje. Delo je precej naporno, kajti delamo tudi po 10 in več ur. Vseh vremenskih pogojih meni pač najbolj ustreza, kaj svem vročine nimam rad. Po zimi rad delam, ker lažje prenašam zimo. Trenutno sem med najstarejšimi snemalci. Zadaj prihajajo mlajši, kot je recimo Damjan, ki me zdaj snema. Uspešno opravlja tudi delo, kaj se tiče na področju kmetijske oddaje, pa bi rekel tako, da rodil sem se v kmečki vasi in lahko rečem, da je bila vsaka 3. hiša kmetija. Tudi doma smo imeli nekaj zemlje, mislim mali 2 njivci, tako da dobro poznam kmetijstvo in mi je veselje to delati. Član ekipe kmetijske oddaje sem že v bistvu dobrih 10 let. Začel sem kot asistent kamere pred dobrimi 10 leti z snemalcem Kristjanom Sandetom. Takrat je bilo snemanje čisto drugačne, kot je danes. Danes je to digitalna tehnologija, kamere so drugačne, pa manj luči, takrat se je delalo vse na betah. In se spomnim, da recimo v takem hlevu mi je Kristjan rekel, Pobec postavi 3 luči. Jaz sem ga noro gledal, zakaj on rabi pri teh kravah 3 luči. Ampak potem sem videl, da mi je to samo dobro delo, ker sem se dosti iz tega naučil. Drugače pa je to bilo moje izhodišče za prehod iz asistenta snemalca v snemalca. Jaz sem v bistvu vse te smernice potegnil od Kristjana in sem se marsikaj tudi od njega potem naučil. Začetek delovnega dneva pri meni je vedno nalaganje opreme. Ljudje si težko predstavljajo, koliko je to opreme. V bistvu je to kamera, stojalo, luči, mikrofoni, slušalke. V glavnem zelo dosti opreme. Potem seveda varna vožnja. V bistvu po celi Sloveniji se prevažamo v vseh vremenskih razmerah. Ogromno je takih dogodkov oziroma pripoved, kaj se vse v avtu dogaja. V bistvu avto je naš drugi dom, ker mi se v avto sedemo, v avtu malcamo, vozimo se po kmetijah, vse posod. Hvala Bogu je, da imamo dostikrat avto na štirikolesni pogon, da sploh prijemo do kakšne mogoče visokogorske kmetije. Te pa je vsekakor, kamorkoli prijemo, jaz vzamem ta mikrofon, pa vsak gleda, kaj te zdaj to je, kaj sem neka mačko nataknil na
palco. Samo pač, v bistvu to je mikrofon z windšucem, mi pravimo, pač vetra ne prepušča in pač je potem tudi ton lepo čist, tudi če so tudi recimo kakšne vetrovne razmere pa kaj podobnega. Najbolj naporno pa je seveda potem, ko je celi dan 10-12 ur traja snemanje, pa vse skupaj, pa še potem, ko so prijazni kmetje, kaj postrežejo, potem pa, ko sem najbolj utrujen, pa moram še mogoče od kakega Gorenjskega pa kaj domov voziti, to pa je taka muka. Sploh pa po zimi ali pa ko je kaki dež, ne. Dobro jutro, Bojan. Zdravo. Kak si? V redu. Prinesla sem material. Super. Včeraj smo bili na kmetiji. Snemali smo mladega inovativnega kmeta. Bova pogledala z materialom naprej. Material. Vidimo, kaj ste posneli. Nahajamo se enih izmed računalniških montaž v tej studiu. Ves material, ki se prenese z terena, se stavi v računalnik, se pravi, obdelujemo sliko in ton v računalniku. Prvo zmontiramo sliko na ton, ki ga prebere novinar, na kar podložimo tudi z glasbo, opremimo z podnapisi, z napisi in na koncu seveda od ponedeljka do petka to montažo sestavljamo in petek predstavljamo nazaj na trak in potem gre to v program. Ker se montira v bistvu vse z računalnikom, može biti stalno zbran, da vsak mali spodreslaj se takoj vidi. Je ta možnost pri računalniku zelo dobra, da lahko popraviš nazaj, to, kar prej pri traku nisi mogel. Drugače pa je pa kar naporno, v bistvu 50 moraš sestaviti z vnašanjem in iznašanjem in kompletno obdelavo. Prej so to delali 5 ljudje, zdaj delam to vse sam, od tonskega miksa do telopov, grafične osnove, montaže in tudi realizacije na koncu. Novinarsko delo za oddajo Ljudje in zemlja pa trenutno opraviva z urednico sami. Pred leti pa je pri nastajanju oddaje aktivno sodeloval tudi novinar športnega uredništva naše televizije. Takrat, ko sem jaz pravzaprav začenjal delati v kmetijstvu, je bilo to bolj po sili razmer, primanjkovalo je sodelavcev in tako sem tudi jaz, glede na to, da v športu tudi ni bilo takrat še toliko dela, sem nekako zabredel tudi v kmetijstvo. Najprej občasno, potem sem celo prevzel, ko je Irma odšla na porodniško, za leto dni tudi samo vodenje, pa potem tudi sem urejal kmetijske zadeve. Tako da je bilo to kar zanimivo obdobje, lepo obdobje. Tudi danes se še spomnim kar z nekakšnim veseljem, pa z nostalgijo nazaj. Povsem drugačen sistem dela je na tem področju kot v športu. Nekako zahteva, lahko rečem celo več, celi dnevi so tukaj, ko si na terenu, pa potem v montažu, to sama dobro veš, ni enostavno. Vsekakor je bilo to zanimivo, zelo zanimivo obdobje. Tatjana, ko sem jaz nekako zaključeval pravzaprav z delovanjem v kmetijstvu oziroma pripravljanju prispevkov, si začela ti vse bolj aktivneje sodelovati pri ustvarjanju oddaje Ljudje in zemlja. Kaj je tebe pravzaprav prinesla v ta del? Lahko bi rekli, da je bilo naključje, pa vendar pravzaprav ni bilo. Jaz namreč izhajam iz tradicionalne kmečke družine, iz tipične družinske kmetije. In ko sem začela s svojim novinarskim delom tukaj na tem regionalnem centru RTV v Mariboru, sem nekako začela kmalu, po letu dni, delati tudi za kmetijsko oddajo. To delo me zelo veseli, ker s tem ohranjam stik s podeželjem, z naravo, z tem, od koder pravzaprav izhajam. In hkrati sem zelo vesela, da lahko na novinarski način predstavljamo zgodbe skromnih ljudi, preprostih ljudi iz cele Slovenije, ki jih sicer v medijih niso tako prisotne. Tako se vam je naša ekipa predstavila pred 5 leti. Od takrat do danes smo dobili tudi nekaj novih sodelavcev. Med njimi sta novinarka Dragica Vujanović in snemalec Robert Kramfogel, ki sta se mi danes pridružila tudi v oddaji. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Dragica, ti zadnja 3 leta intenzivno delaš v oddaji Ljudje in zemlja. Je bil ta prestop iz dnevno informativnega uredništva težak?
No, prvi prispevek za oddajo Ljudje in zemlja sem pripravila že leta 1997 in od tedaj, če je le bil čas, poleg dela v informativnem programu, tudi kakšen prispevek z gozdarsko tematiko za oddajo Ljudje in zemlja. Seveda pa tako intenzivno kot zadnja 3 leta prej nisem sodelovala. Prehod je bil kar težak. Moram priznati, da skoraj bolj, kot se mi je zdelo na začetku, ker gre za popolnoma drugačen pristop k delu, bolj poglobljen, ker pač v informativnem programu si pod dnevnim pritiskom in najpomembnejša novica tistega dne, morda čez 14 dni sploh ni več zanimiva. Tako da pristop je precej drugačen, pa tudi ljudje, ki jih srečujemo na terenu, so drugačni. Robert, snemalci pa pri delu niste tako specializirani. Snemaš za različne oddaje, različne dolžine prispevkov. Kako se počutiš pri snemanju prispevkov za oddajo Ljudje in zemlja? Ja, res je, kot si povedala Irma, mi produkcija in program je različno. V produkciji pač delamo in je organizacija dela čisto drugačna, da delamo vsak dan drugačne prispevke, ali so to dnevno informativne oddaje, ali so kakšne druge oddaje. V bistvu počutje samo pri oddaji Ljudje in zemlja je meni osebno zelo v redu in se zelo dobro počutim. Tvoje delo je včasih tudi lahko nevarno, včasih pa smešno. Ja, seveda. Lahko povem eno anekdoto iz terena, ko smo cel dan snemali v Prašičji farmi, drugi dan pa sem imel v Mariborski operi posnet premiero Don Quixota in sem seveda postavil opremo blizu enega stola pri eni gospe in si je ta gospa svojo podobo umislila o meni in snemalcu, ker ta namreč to močno zaudarja. In ta oprema se navleče skozi 4-5 ur snemanja obupno in tu čez teden dni rabi, da se to vse prezrači in počisti. Dragica, ti pri svojem delu veliko komuniciraš z ljudmi. Moraš jih tudi prepričati, da sodelujejo v oddaji, včasih se ob tem tudi izpostavijo. Je dandanes težko dobiti sogovornike? Ja, tako je, večinoma kar pristanejo, sploh če delamo kakšno predstavitev kmetije ali pa kakšne dejavnosti, se je pa tudi že pripetilo, da so sodelovanje sicer zelo vljudno zavrnili iz strahu pred raznimi inšpekcijskimi službami, pa včasih tudi iz prepričanja, da niso dovolj dobri, da bi jih predstavili v tej oddaji, da niso dovolj imenitni, čeprav moje izkušnje pač iz teh zadnjih 3 let, ko več hodim tudi po kmetijah, seveda ni delo za oddajo Ljudje in zemlja samo predstavljanje kmetij. Moje izkušnje so zelo pozitivne, tako da so ljudje pripravljeni sodelovati in potem so tudi odzivi kasneje, ko si pogledajo prispevek, so tudi pozitivni. Kmetijsko področje je pravzaprav zelo obsežno. Kateri del tega obsežnega gospodarskega področja je pa tebi najbolj simpatičen? Katere prispevke najraje pripravljaš? Najbližje mi je gozdarstvo, čeprav seveda ne pokrivam samo tega področja in tudi ne zmeraj. Veš, da je narava dela taka, da delamo od aktualnih tudi družbeno-političnih zadev, se pravi teh aktualij, ki zadevajo kmetijstvo, pa tudi gospodarske teme, kajti kmetijstvo je samo po sebi zelo široko, že dejavnosti same, te panoge so razvejane in seveda se dotika tudi v določeni meri znanosti, potem gospodarstva, to je del gospodarske dejavnosti. Robert, tudi ti pa moraš pri svojem delu komunicirati z ljudmi in povedati, na kak način bo potekalo sodelovanje. Je to včasih težko? Ja, bi rekel, da je težko. Sicer v oddaji Ljudje in zemlja, ko so ljudje obveščeni, da pridemo na kmetijo, torej da pridemo k njim na snemanje, se mi zdi nekoliko lažje, kot pa v dnevno informativnem programu, ko v bistvu pred 2 urama sem bil na enem umoru in smo mogli tam posneti neke izjave, ankete ljudi.
tu pa ljudje ne radi v bistvu dajo dobenih izjav, se distancirajo od vsakih izjav, bilo kaj. Mislim, da je lažje pri oddaji Ljudem zemlja, ko so že obveščeni, da prideš tja in da boš z njimi naredil pogovor in so pripravljeni na nek način. Moram pa povedati tudi to, da v teh oddajah in teh snemanjih v bistvu smo snemalci pa novinarji nekako izpostavljeni. Tu odzadaj pa še stojijo naši asistenti, tonci, tonski tehniki, lučkarski mojstri, kot so Aleksander Ros, Pečar, Tomaž, potem Purgaj Mitja, pa še kjer je Bojan Purgaj, tako, pa da ne bi rekel Igor Pesek, seveda, in so zelo dosti odvisno od njih in bi rekel, da bi se jim na tem mestu zahvalil lepo za sodelovanje. Ti si seveda sedaj naštel asistente. Vsi vemo, da je naša ekipa še veliko bolj številčna, tako da mogoče res izkoristimo priliko in se zahvalimo vsem, tudi tistim, ki jih ne moremo pokazati, za sodelovanje in upamo, da bomo še dolgo tako uspešno delali tudi naprej. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa se zahvaljujem za pozornost in vas prihodnjo nedeljo vabim v družbo koprske ekipe. Mi pa se znova vidimo pred božičnimi prazniki. Nasvidenje.